Ko imaš enkrat krizo srednjih let na YouTubeu, začneš nositi klobučke. Šalo na stran, no smo govorili o ful resnemu videu, ki vem, da bo marsikomu pomagal. Samozavestno govorim o tem, ne zato, ker sem kakršenkoli psiholog, moj bog, kakšen glas je bil to. Delač od specialista, delač od nekoga, ki ve vse, ampak so stvari, ki se jih tekom življenja naučiš. Morate vedeti, glede na naslov tega videa, da jaz nikakor v tem nisem dobra, ki pride do mene. Takrat mi nič ne, jaz ne berem teh znakov, nisem sposobna razbrati, da sem nekomu všeč ali ne. Nekako probam, res se potrudim, res probam odklopati čustva in zaplavati in ugotoviti, ampak nikakor mi ne uspeva. Ti pa danes tukaj najbolj z razlogom, ker tam nekje zunaj je ena oseba, ki je te všeč, pa hočeš vedeti, če je to vzajemno, ali pa preprosto samo sumaš, da si ti mogoče tej osebi všeč, oziroma v tem primeru govorimo njemu. Velikokrat si lažemo, ker si ne dovolimo biti prizadeti, lažemo si mogoče je res toliko zaposlen, da mi ne piše. Mogoče preprosto to njegove igrice, preprosto mi zdaj 2 tedna ne piše, ker pač hoče, da jaz njemu in ne vem kaj. Če ga je sram, mogoče je toliko sramežljiv. In potem si ti ona oseba, ki mu je mogoče že 5krat in še vedno misli, da je neka igra z njegove strani. Na tej točki ni več. Hočem reči, da ta video vam predstavlja dejstvo, da vidite, kdaj tudi mogoče se morate počasi umakniti in tej osebi nikakor niste všeč. Oseba, zaradi katere gleda sploh ta video, te na vsak način želi nasmejati in spraviti v smeh. Ves čas zbija ene šale, ves čas hoče biti humoren, hoče biti smešen in vidite v njegovih očeh, da njemu nekaj najlepšega, zanj ga je balzam za ušesa, da tebe vidi, da se smeješ, da tebe vidi, da si nasmejana, nasmejan. Ker te nasmeji in dejansko spravi v smeh, se mu vidi, da je tudi on srečen, ker ga dela njega heroja in se početi ful dobro ob tem. Tako kot večino teh stvari nekako na vse zadnje začutiš in veš, in če ni tak zajeban, da se non-stop z vsemi samo izključno zajebava, mogoče to ne pomeni nič, ampak če vidiš, da sta sama ali pa da ste v družbi in da res hoče nate to pozornost usmeriti, ker res želi, da te nasmeje in da saj nek efekt sreče zbudi pri tebi, si mu verjetno všeč. Druga točka gre čisto v druge sfere, ampak se mi zdi toliko bolj pomembna, ker ta preprosto ne laže. Govorimo o telesni govorici fanta. Če sta vidva v restavraciji, če sta na pijači, če sta za šolsko klopjo, če sta kjerkoli skupaj, ker se še spoznavate, ni še očitno, da bosta skupaj, da sta si všeč. Samo poglej, ali se on nagne naprej k tebi oziroma na kakršenkoli način posega v tvoj ožji krogec, nekako z rokam proti tebi pleze, da kakorkoli njegov telo leze k tebi. Mislim, če se kdaj vmes naslon, mogoče samo hoče biti sproščen, mogoče se naslon, ker razmišlja kakorkoli, to ni panike, ne more biti skozi na tebi. Ampak, če večino časa nekako leze proti tebi in se ti ne umika in se ne umika preveč od tebe, je to super znak. Pametno je, če hočeš prebrati ta telesni znak, da spremljaš, ali so njegova stopala proti tebi takole obrnjena, ali je, ne vem, mogoče, da ima preč obrnjena ali pa da ima prekrižena v drugo smer od tebe. To pomeni mogoče v tem primeru celo nek odpor, če pa so res večino časa lepo obrnjena proti tebi, kadar te hotel obeti z njimi, je pa to super. Še ena pomembna stvar, zenice. Zenice ne lažejo, ker je meni osebno postalo ful scary, ker se enega tega zavedaš, te rata strah, kakšne so tvoje zenice, ki ti nekdo všeč, ker veš, da so verjetno take, da si kot sova. Preprosto neka kemijska reakcija se zgodi v telesu in ko nam je nekaj všeč, pa v tem primeru gre za fizično privlačnost in nekdo, ki si misli, da si ti angel, ki je padel z nebes, te bo gledal, bo imel široke zenice. Sploh to vidiš, če je svetloba v prostoru normalna, tista dnevna svetloba, pa da ima ta človek iz neznanega razloga velike zenice, je to všeč mu. Če valjda ni na drogah. Pa še zadnja stvar, zdaj, ko vam jo povem, pa če še ne veste, boste tako, to se mi že res velikrat zgodilo, ali pa zdaj boste ugotovili, da se vam to dogaja. Če si nekomu všeč nasploh, ni nujno samo romantično, lahko je tudi kot oseba, lahko tudi prijatelji med sabo počnejo, ampak če do nekoga čutiš neko pozitivno energijo, ga boš mimikal oziroma posnemal. Torej, če si na pijači, res je dober primer, da če recimo ti lahko probaš, dvigneš, piješ vodo, čaj, kavo, karkoli imaš pred sabo, pivo, I don't care, bo on verjetno te posnemal, če si mu všeč, ker preprosto gre za neko telesno govorico, ok, oba počneva isto, super, razumeva se, sva na isti valovni dolžini, whatever, in boste iste stvari naenkrat počela. Pa tudi ti, če on te všeč, boš načeloma isti moment imela nagon dvigniti pijačo kot on. Tretjič, ali te ta fant predstav prijateljem in družini. Družino mogoče še lahko malo pustimo, ker to že res
Ker se meni tiče pade v tisti sklop dejtanja, ampak še vedno, če te ponosno predstavi kolegom, družini, ne kot punco, ampak preprosto, da te pripelje v njihovo družbo, to lahko pomeni zelo veliko. Namreč fant, ki ima do tebe nek odpor ali pa si mu še manj kot prijateljica ali pa preprosto nisi pomembna, te na noben način ne bo hotel mešati svojo družbo, ker moški imajo radi to nekako predalčkano in če mu ženska ni na noben način prijetna, tega ne bo mešal. Če te pa bo mešal, pa to lahko zelo veliko pomeni. Tudi to je en izmed pokazateljev, če vidiš njegove kolege, ki te čudno obravnavajo ali pa ti dajo ful pozornosti in se veliko ukvarjajo s tabo, kot da bi te hotel preračunati, da si primerna za njega ali ne, ker pa kasneje bojo kakšno besedo mogoče o tem rekla, definitivno ne to kot ženske med sabo, ampak do ene mere, ja. Če drugega bojo tako kao, stari, ja, cool je, ona je cool, ali pa bojo oni tako, pač stari, ne, pač bejš preč od nje, tako da če pa tako, da vidva hangata ali pa da se vidita kdaj in da je potem strogo odrezan čas med vama in bog ne daj, da bi šla ti z njemu kamorkoli z njegovo skupno družbo, pa to lahko pomeni zelo očitno, da te je odrezal od svojega sveta, da mu preprosto nisi pomembna. Četrtič, to je nekaj, kar ti lahko samo tvoj srce pove, pa tvoj your gut in moš res instinktu slediti, ampak a ti daje tisti pogled. Fant oziroma moški, ki mu je ženska všeč, se res težko upira očesnemu stiku. Zna biti tudi srhljivo dolg, tako kar gledate in ne prekine pogleda, ker preprosto čut do tebe un občutek, ne vem, you're too good to be true, pač zdi se mu nek okrasek na novoletni jelki, v glavnem nekaj magičnega, se mu zdiš in te gleda na tak način in včasih to tudi začutiš samo s pogledom in nočeš potem ga pogledati, ker boš prekinila ta moment, ker je reč ful lep moment, včasih malo creepy, ker ne vejo točno kaj narediti, zdi se jim pač zelo privlačna in prijetna. To preprosto začutiš, vidiš, da te gleda kot neki wow. Druga stvar je, da te gleda usnice ali pa se jih oblizne, to je nek podzavesten znak, kjer imaš občutek, hočem ti dati ljubčka, mogoče bom to kmalu doživel, fajn je, da imam vlažne ustnice. Skratka, spet se malo creepy sliši, ampak ni cute je in če te gleda ustnice, pa če nimaš kaj za zobmi, to skoraj ziher pomeni neko privlačnost. Peta točka, zate ima cel spisek vprašanj, hoče vedeti vse o tebi, od imena tvojih prababic, ajde, babic recimo, whatever, točno kje živiš, kakšne hobije si imela od otroštva, če znaš karate, a kdaj kaj skuhaš, kaj kuhaš, vse. Zanimajo ga banalne stvari, ne samo da te pokliče ob enih zjutraj, če prideš k njemu na butikol, to zdaj za starejše že govorim, ampak okej. Hoče vedeti vse o tebi in tudi zapolnil si bo stvari vse, ko boš enkrat, ne vem, nekaj rabila ali pa bo prišel k tebi, ti bo prinesel najljubšo čokolado in še sama ne boš vedela, kdaj si mu povedala, da ti ta najljubša. In te stvari so pomembna ločnica med fanti, ki jim je načeloma vse zate ali pa si jim tako, ne lih najbolj pomembna ženska v življenju, ali pa ki se odloča, ok, hočem jo imeti ali pa ful bolj spoznati. Zdaj gre pa zares, 6. in 7. točka sta res tako. Prezemljite. Iz teh dveh točk obljubam, da boste zavlekli največ, če res hočete se odločiti in tukaj si ne morete lagati. Tukaj, če imate te dve točke kljubco, je cool, če nič od tega ne drži, mu najbrž niste všeč. Čas preživlja s tabo. Enim je to samoumevno, ker če je zdaj fant skozi tabo in če skozi hangata in če vsi tisti znaki odprej veljajo, ja, všeč ste si, boste že skupaj kaj komplicirata. Če se zelo malokrat vidita ali pa da se videvate samo na žensko pobudo ali pa če si ti edina, ki začenjaš pogovor, da imaš občutek, da se nekako skriva v kotu ali pa se tolažeš, da je sramežljiv ali pa se tolažeš, da ziher nima ni časa. Ne, gre samo za prioritete in če te ne če te ne daje na prvo mesto, je to zelo slab znak. Včasih bo moški, samo včasih, sploh se zaljub, bo moški dal vse na stran, prijatelje, sploh v začetku zveze, fantje ne biti jezni, ampak v začetku zveze veste, da to naredite, hobe, date malo na stran, če ste zaljubljeni, če se zaljubljate, boste dali 80% energije samo to žensko, pa da boste speljali stvari, kolikor dobro se le da. Te stvari ti dajo metuljčke in v bistvu je to neke vrste droga in rečeš odvisno od te osebe in jo želiš videti, želiš biti na vezi z njo. Tukaj, če mu ti daješ možnost, da se vidita vsak teden vsaj enkrat, dvakrat, trikrat in da jo on velikokrat zavrne ali pa da nima dobrih razlogov, zakaj zavrne, to je obupan znak. Moški, ki te hoče videti, bo tudi se odzval na tvoja povabila oziroma še boljš jih bo ves čas forsiral oziroma ves čas te bo prosil za tvoj čas, ves čas bo želel biti s tabo in to je zelo velik znak. In še 7. sta v bistvu zelo tesno povezane, ampak ista stvar, svoj čas, ki ti ga daje na socialnih omrežjih oziroma danes smo itak skozi na telefonu, mogoče se sliši bedno, mogoče se sliši
Sploh meni, ki sem starejša, pa generacijam, ki so starejše, ampak dejstvo je, da ima vsak telefon, dejstvo je, da je vsak velik na telefonu. Ne čisto vsak, so zelo posebne izjeme, ampak pustimo zdaj izjeme. Nekdo, ki ima normalno telefon, pa se normalno odpisuje in da te ne odpisuje, je to zelo očiten znak, da nekaj ni ok. Isto velja za zelo bedne in kratke sporočila oziroma zelo bedne in kratke odgovore, ali pa če si ti edina, ki načenjaš debato, recimo, da si ti enkrat napisala, si dobila beden odgovor, drugič si napisala, če je vse kul, je bilo samo ja, kul. Preprosto, če on ne inicira teh pogovorov, če jih ne začenja, verjete, ni toliko noro zainteresiran zate. Sploh večeri so pomembni, če ti večerov ne posveča, se pravi, ga ni strah, da bo tvoj večer, tvoje večerne ure, ki so tiste ure, ki si načeloma kot človek oddahnen, gledaš televizijo, si na računalniku, si na YouTubeu, gledaš Alenko na YouTubeu, whatever. On bi lahko imel v glavi takrat, valjda, če ne bom jaz z njo klepetal, bo nekdo drug, če ne bom jaz sprašal, kakšen dan je imela, jo bo nekdo drug, nočem, da jo bo uspela, on bo ta svoj čas posvetil tebi, če ga ne, je to zelo slab znak. Evo, to je tak primer, ki sem tudi jaz guilty, ker ni važno, koliko se mi zgodi, da imam jasne znake pri teh zadnjih 2, 6 pa 7. Ker nam je ženskam enkrat nekdo všeč, vemo, kako smo in se kar ne priznamo, da mogoče ni obojestransko in da je nekaj premalo vlaga in poj, ker nekaj čustva vlagamo, kdaj res ni vredno. Če pa je vredno, če ste dali kljubce ob teh 7 točk, sem pa vesela zate, za vas kakorkoli. Očitno se ti obeta ena ljubezenska zgodba. Ta video je nekaj novega, ne vem, bo uspel, ne bo uspel, lahko bo ljudem obupan, lahko boste pa tako pismo, that's good shit, pač delaj še naprej te videe. Bomo videli glede na lajke, glede na oglede. Kar še zdaj ponujam, je, da na 5 najbolj lajkanih komentarjev, pustila bom par dni, ali pa še manj, itak se takoj vidi, kateri komentarji so najbolj lajkani, tako da čim prej spustite komentar in mi dajte ljubezenska vaše vprašanje, sploh se navezujejo na teh 7 točk. In ponudila bom na tistih 5 najbolj lajkanih vprašanj. To, da so najbolj lajkana, pomeni, da ima največ ljudi ta isti vprašanje in bom jaz odgovorila na ta vprašanje. Kakor le vem in znam. Nisem ekspert, še enkrat govorim, niti približen, imam pa par bednih in dobrih življenjskih izkušenj, tako da bom lahko približen odgovorila, kaj jaz mislim, ne tisto, kar je res in kar je prav. Upam, da sem komu večer polepšala, da mi je všeč video, pokažite mi to pač pri lajkih, subscribih in komentarjih. Radi se imejte, aj, čau!